Razumem. To on je rekel, da je pod navadom uničeno. To hor. Izhoda med Novi Vas, Hudi Log, potem tu je frontna linija, ki se približuje Opatjemu selu in gre v smeri proti Lokvici. Bo tako držalo? Ja, se slišamo, ampak jaz ti tu ni problem. Problem je ta požar, ki prihaja iz Italije gor proti Lokvici. Se pravi, z kjere smeri sme... iz zahodne smeri, iz Staro Gorico gor, spodaj spod dva, Novelo, Opatje selo, če preskoči cesto, Lokvica in Segeti. Dobivamo z druge strani, iz severne strani dol proti Lokvici, drugo zadevo. Cilj nimamo na razpolago in smo rekli, pustimo ne Gori Trstelj, da Gori Trstelj, na Trstelj smo dali varovanje in smo šli varovati, sile pobrali in varujemo vasi, druga nimamo kaj narediti. Aktivirani so severna Primorska in druge dodatne regije, nismo še dobili. Oziroma neke sile so že prišle in smo jih razporedili po sile. Požar se širi južne dol, se pravi je prišel že do francoske poti in gre še južne dol. Ja, tam, ki so mrljaki. Dol so vasi, ki so znotraj posameznih unik. Prva zadeva, kar sem rekel. Varovanje Trstelja gor, to je vzpostavljeno, se pravi so bile poslane gor cisterne, narejen poseg. Na to je treba paziti eno zadevo, da je treba odklopiti, preko bo prišel požar gor. Ni gor je v redu, dajni koča je v redu. Ja, okej, ko bo prišel požar, če po gor... Ne šire pod gor, je obrnil dol po grebeni proti Remču. Okej. Gori cel greben od Mirna do Trstela, tisti greben in gre dol proti Merljakam na ono stran proti Remču. Okej, če bo slučajno tam gor gorelo, da bomo vedeli, odklop tistih mikrovalovnih... Je zmenjeno 50 metrov stran, helikopter lahko poliva. Okej, gore so, delajo čistko, gore so dve vozili GVC, AC in dva GVGP-ja in so ščistili okrog in okrog, to smo rešili. Na železnih vratah in če proti delajo preseko gozdarji, ta zadnja linija, če bi šlo čez, bomo videli. Dol skozi. Zdaj smo poslali sile, ki so prišle iz Idrije in ono smo poslali po teh vaseh, ki se približuje, da požar dol in bojo poskušali pokriti te vasi, ki so noter po gozdi. Zdaj prihaja Kanader, je prva naloga, da zalijemo to, da rešimo Opatje selo, rešimo Lokvico. In potem smo predstavljeni na uno stran, ker leze počasi dol. Prva zadeva, kar se tiče zračnih sil. Če imamo helikopter, ki opazuje, eden ne bo tam noter. Ta človek mora sporočati informacije v štab. Na sanjavi strani Slovenije, mehko položeni čez travnike in zaobljene griče, čisto na zahodu, kjer se Slovenija spogleduje z Italijo in morjem, je 15. junija lani izbruhnil požar, ki se je v zgodovino vpisal kot do sedaj največji požar na Slovenskem. Gorišči Kras je v nekaj dneh izgubil svojo podobo. Nihče si niti v sanjah ni predstavljal, da se bo dobršen del kraške pokrajine spremenil v pepelnato puščavo. Požar, ki se je iz dneva v dan širil in združeval še z drugimi požari, je nadaljeval svojo neusmiljeno pot naprej, pred seboj pa požiral dobesedno vse. Ogrožene so bile tudi vasi. Potrebna je bila evakuacija prebivalstva. Zavijanje siren je v človeku vzbudilo občutek vojnega stanja.
narava je ponovno pokazala svojo moč. Nesebičnost in solidarnost sta preplavili Kras. Lepo pozdravljeni prav vsi obiskovalci današnje okrogle mize o požaru na Krasu, katera je organizirana v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine, Gasilsko zvezo Slovenije in Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Mnogi od vas ste pri obvladovanju doslej največjega požara v naravnem okolju pustili svoj neizbrisan pečat. In ker tukaj prisotni prihajate tako iz mnogih državnih, kot tudi regijskih in občinskih nivojev, vas, oprostite mi, ne bom vsakega posebej naslavljal. Vseeno pa moram pozdraviti ministra za obrambo, gospoda Marjana Šarca, župana občine Meren Kostanjevica Mavricija Humarja, župana občine Komen Erika Modica, podžupana občine Nove Gorice Marko Tribušona, predsednika odbora za obrambo Republike Slovenije, gospoda Martina Premka, direktorja uprave za vojaško dediščino, gospoda Boštjana Poklukarja in vršilko dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za komuniciranje, gospod Petro Bezjak Cirman. Še enkrat, prav vsi skupaj lepo pozdravljeni v Pljuvki, tudi tisti izpostavljeni, ki boste omenjeni v nadaljevanju našega programa. V dneh, ko je bila gasilska akcija na vrhuncu, se je že zgodaj zjutraj pojavil na poveljniškem mestu v Kostanjevici na Krasu. Se pri nočnem vodstvu pozanimal o stanju na požarišču, izmenjal nekaj besed s posamezniki deležniki, potem pa večino dneva tiho in z distanco spremljal dogajanje med Mirnom in Trsteljem. Svojo vlogo je odigral v obiskih najvišjih predstavnikov tako na državnem, kot tudi mednarodnih nivojih. Spoštovani, k nagovoru pred okroglo mizo o požaru na Krasu vabim ministra za obrambo Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca. Spoštovani visoki gostje, spoštovani vsi udeleženci te okrogle mize, v veselje in čast mi je, da lahko danes prisostvujem pravzaprav analizi tedanjega dogajanja. Videli smo na posnetku, kdor je bil tam prisoten, se mu je hitro obudil spomin na tisti čas, ko se pravzaprav ni vedelo, kako se bo vse skupaj išlo, in smo se vsi skupaj nadejali, da bomo uspeli preprečiti tako smrtne žrtve, kot tudi uničenje imetja. In to nam je vsem skupaj pravzaprav v celoti uspelo, razen ene koče ni pogorel noben objekt. V tistem času si niti nismo predstavljali vseh razsežnosti tega požara in šele danes z distance lahko vidimo, kako je lahko narava kruta, kako narava, ko pokaže svoje zobe, ne izbira sredstev in človek je, zlasti pa en sam človek, je nemočen. Intervencija, ki je trajala precej dolgo, ki je terjala maksimalne napore, je danes samo še spomin in opomin za naprej. Intervencijo smo že nekajkrat analizirali, nekajkrat smo se že
pogovarjali, kje so še priložnosti za izboljšave in zagotovo nam je ta požar, kakorkoli krut, pomagal in nam bo pomagal tudi v pripravljenosti za naprej. Naravnih nesreč, požarov, poplav in drugega bo čedalje več. Ne smemo si zatiskati oči, da je to enkraten dogodek in zato je še kako pomembno, da so sile, ki delujejo pri zaščiti in reševanju, da so usposobljene, da so tudi povezane med seboj in to se je na Krasu tudi pokazalo. Prvič je bila Slovenska vojska aktivirana v tako velikem obsegu in tako hitro. Že prvi dan je seveda gasila, tako kot to se dogaja večkrat, bila pa je angažirana na vseh področjih. Za dobavo vode, za pripravo toplih obrokov, za logistično podporo, predvsem ne smemo pozabiti, da je bila v veliki meri vključena tudi saniteta, skratka vse sile, ki jih združuje Ministrstvo za obrambo, tako Slovensko vojsko, civilno zaščito in pa slovensko gasilstvo, je bilo vključeno in je delano na polno. Kaj nas je naučil ta požar? Da lahko vse sile, ki sodelujejo, če se vključijo takoj, vedno preprečijo najhujše in zadeve preprečijo še v začetnem stadiju, če bomo v bodoče še bolj pozorni na to in če bomo še bolj povezani. In zagotovo, ko smo gledali gasilske konvoje, ki so se vozili vsak dan po slovenskih avtocestah, ni bilo nikogar, ki mu ne bi ustrepetalo srce in ki ne bi se zavedal tega velikega dejanja in te velike borbe z ognjeno stihijo. Še bolj bomo izboljšali logistiko, še bolj bomo sile med seboj povezali in odslej naprej seveda tudi Slovensko vojsko vključevali vedno in takoj. Nikakor ne bomo čakali po načelu postopnosti, da se zadeva razplamti, kajti potem je težje gasiti ali preprečevati najhujše. In vse sile za zaščito in reševanje, vsi prostovoljke in prostovoljci in tudi druge organizacije, ki so sodelovali, ne bom jih vseh našteval, da ne bom koga izpustil in komu naredil krivico, ampak na terenu smo imeli priliko iz prve roke videti, da so oziroma da ste vsi dali vse od sebe. Takrat se ni nihče spraševal, ali bodo ure plačane, kdaj bo šel spat, koliko počitka bo imel, takrat je bil samo en cilj. Pogasiti ognjeno stihijo, rešiti objekte in rešiti ljudi. In tako je tudi prav. Preveč se govori danes v naši družbi samo o pravicah, premalo se govori o dolžnostih in tukaj so bile glavne dolžnosti. Dolžnosti do sočloveka, čut za solidarnost, tovarištvo, prijateljstvo in pripravljenost žrtvovati za sočloveka vse, kar je mogoče. In zato, kljub tragiki dogodka, lahko ponosno rečemo, da vsi, ki so bili udeleženi pri gašenju tega požara, da si vsi zaslužijo eno veliko zahvalo in pohvalo, ne samo za pogašen požar, ampak tudi, ker ste prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije vlili upanje, da tradicionalne vrednote še živijo, da niso mrtve in da je vredno truditi se za sočloveka in za slovensko družbo. Hvala vsem in upam, da se ne vidimo kmalu spet na kakšni intervenciji. Udeležencem okrogle mize želim plodno debato,
vam prijetno popoldne in vse dobro v letu 2023. Na pomoč. Hvala ministru za uvodne besede. Za uspešno spopadanje s požarom na Krasu je bilo zelo pomembno sodelovanje vseh struktur, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju, vključno s podporo zračnih sil iz države ter tudi tujine. K današnji okrogli mizi vabim vodjo intervencije Simona Venremina, poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije Srečka Šestana, poveljnika Gasilske zveze Slovenije Francija Petka, vodjo sežanske izpostave Zavoda za gozdove Slovenije Boštjana Košička, poveljnika letalske enote policije Dejana Kinka, predstavnika Slovenske vojske podpolkovnika Matjaža Končino in majorja Primoža Pintarja ter direktorica Zavoda Mirjen Kras Arjana Suhadolnik. Prosim, da zasedete vaša mesta. Vse ostale navzoče pa obveščam, da na okrogli mizi ne boste imeli možnost postavljanja vprašanj. Vsi deležniki okrogle mize bodo za morebitna vaša vprašanja in izjave medijem na razpolago takoj po odprtju razstave v Parku vojaške zgodovine Ljuka. Se pravi, začeli bomo z okroglo mizo in začeli bomo z nekakšnim zgodovinskim pregledom Krasa, vegetacije. Zgodovinske analize kažejo, da je bil Kras po zadnji ledeni dobi gozdnat. V novem veku pa ga je človek devastiral s prenaseljenostjo in izkoriščanjem. Kasneje je bil goli Kras pogozden s tujerodnim črnim borom, ki se je tudi sam širil na okolišnja trvišča. Nato se je začelo zaraščanje z avtohtonim termofilnim rastjem. Nam lahko prosim podrobneje predstavite, kaj se je na Krasu dogajalo v zadnjih desetletjih, stoletjih? Boštjan. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Zavoda za gozdove. Torej ja, Kras ima to pestro zgodovino, kar se tiče naravnega razvoja, v bistvu degradacije narave. Po zadnji ledeni dobi so res preraščali celotno površino gozdovi, to bukovi gozdovi, do približno 5000 let pred našim štetjem, ko so bili izkrčeni, nikoli več ni bilo takih gozdov na Krasu v tem delu Slovenije. Potem je sledilo dolgo obdobje, ko so se izmenjevala, se pravi obdobja poraščenosti in obdobja popolne golote. Imamo zelo dobre raziskave v Sloveniji, kar se tiče sedimentov, pelodnih analiz, citiramo strogi, recimo tudi italijanske inštitucije, ko navajajo, kako se razvojili pač tega dela Evrope. No in ta dolga doba, več tisoč let, te razgozdenosti, erozijskih procesov, je odpihnila zemljo v vrtače in pač stran Krasa. Tako smo prišli do gole puščave, kot piše Valvozor, recimo v Vojvodini Kranjski. V srednjem veku najbrž je bilo že po letu 1000 golov, ker imamo razne redove, ki so prepovedovali pašo, kos, pašo ovc, recimo mesta Trste in podobno. No in tam za čas Avstro-Ogrske se potem je padla odločitev, migracije so se začeli, ljudje niso mogli več živeti v krajini, ker niso imeli kaj delati. In so jim ponudili delo v državah, pač po širnih akcijah gozdarjev iz notranjosti Avstro-Ogrske, pač da v tej goli pustini, kamniti puščavi, da ustanovijo gozdarsko službo in so začeli s pogozdovanjem. Prišli so gozdarji iz Češke
in ljudje so dobili delo, so bili plačani tudi za to pogozdovanje. Tako je morda se malo zmanjšalo, manjši bil tok tega odseljevanja iz Krasa. Rojake imamo sicer po celem svetu. No in teh gozdov imamo borovih, teh imamo okrog 15.000 hektarov, recimo na 90.000 hektarih gozdov. Se pravi, kar znaten delež takrat pogozdili, nekaj se je potem naravno zaraslo. No in ta bor je kot vrsta ena od najbolj primernih vrst za take gole površine. Je ustvaril pogoje, da se je začela potem širiti tudi druga vegetacija iz vrtačin, kar je pač bilo, raznih hrastov in drugih vrst, teh, ki so zdaj tudi v sanacijskem načrtu predvideni. Tako da to je ta svetla zgodovina, se pravi, nekoč Kamnito puščavo, v 100 letih, recimo imamo zelo lepe slike iz Prve svetovne vojne, kako je bilo golo, Avstrijci so se to posneli pred bitkami in te posnetki so zdaj vse povsod po točkah, po razglednih točkah. Torej bilo je golo, brez kaj kot kornati in zdaj imamo čisto neko drugo pokrajino, 60% pokrito z gozdom, ki je sicer pionirski gozd, zelo občutljiv na ujme, na požare tudi, ker pač nima vseh mehanizmov še razvitih, ni tav, pokrivajo ga, tvorijo ga vrste, ki so pač prilagojene temu vročini, ki imajo polno eteričnih olj, ki rabijo polno svetlobe za preživetje, ampak je to bistveno neka druga stopnja, neko drugo rastje, kot je bilo takrat pred 100 leti, kar je velik uspeh gozdarstva. Zdaj, če bi motnje ne bilo, bi se da razvoj šel naprej, vsak požar pa vrne nazaj, se pravi, pridemo spet na začetno točko v tem požaru, recimo, ki bo sredi poletja, je zgorel humus, je zgorela v bistvu skoraj celota, kar je narava naredila v 100 letih in bo treba pač začeti marsikaj znova iz začetka, ampak vseeno tako razvoj vegetacije in teh najkrasnejših. Ok, hvala lepa. Hvala lepa. Morda bi nadaljeval kar z vodjo intervencije, Simonom Medraminom, ki je bil na intervenciji prisoten dobesedno od samega začetka pa vse do konca. Kot vemo, Evropa je bila v primežu vročinskega vala v prvi polovici poletja 2022 in se je soočala z ekstremnimi temperaturami. Tudi naša država ni bila izjema. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je bilo lansko poletje v Sloveniji eno najtoplejših od začetka meritev. Tako je bil prav v mesecu juniju postavljen nov slovenski temperaturni rekord z najvišjim odklonom temperatur od povprečja prav na Goriškem z približno 4 stopinje Celzija, ostala Slovenija pa nekje za 2,5 stopinje. Ko je tudi temperatura kar 7 dni zapored vztrajala pri oziroma nad 35 stopinjami Celzija. To je povzročilo visoko izhlapevanje, sušo, ki je na Goriškem vztrajala neprekinjeno že 5. teden. Posledično se je začelo večati in višati seveda število požarov v naravnem okolju. S 1.7. je bila razglašena za celotno državo velika požarna ogroženost naravnega okolja. In če se zdaj konkretno premaknemo k požaru na Goriškem krasu, prvič je zagorelo že v petek, 15. julija, nekaj po 16. uri, na več krajih ob regionalni cesti Meren-Opatje selo, se pravi v občini Meren-Kostanjevica, pod visokonapetostnim mednarodnim daljnovodom Sredipolje-Divača. Pa bi mogoče Simon orisal sam začetek intervencije in potem, kako je intervencija rastla z dneva v dan. No, seveda, en lep pozdrav tudi z moje strani. No, seveda, glede na to, da je to bil julij, mesec dopustov, da v bistvu tudi sile, ki smo jih imeli na razpolago, večino je bilo tudi po dopustih, se pravi, prvi požar, ki se je pojavil točno petek 15.
nekaj po 16. uri, ko je zagorelo v bistvu ob cesti Opatje selo Miren. Seveda ob takojšnjem aktiviranju večjega števila sil iz okoliških društev je bil ta požar v tistem večeru tudi pod nadzorom. Požar sam je prvi dan seveda zajel tam 6 do 7 hektarjev in nekako ni prišel preko državne meje, kajti v oddaljenosti, bom rekel, lahko samo 100 metrov, smo tam nekako zadržali. Naslednji dan seveda je na samem požarišču potekala tudi gasilska straža, kjer se je izvajalo seveda čiščenje samega rova požarišča, zalivanje, na kar je sledil potem nedelja, ko smo dobili ponovno dojavo v jutranjem času, da je ponovno zagorelo na tem prvem požaru, kar se je pojavilo da je zagorelo nek pan v notranjosti samega požarišča. Le uro zatem, po prvi dojavi, pa že takoj, da gori na drugi lokaciji v oddaljenosti, zračne linije nekaj kilometrov v smeri Renški vrh Temnica. Kljub našemu, hitremu posredovanju, kajti gasilci, ki so bili že na terenu, so takoj izvozili takoj na drugi požar, vendar je zaradi vremenskih razmer, seveda burje, ta požar šel v vršni požar in nadaljeval svojo pot zahodneje. Tako kot smo tudi ocenjevali, pod samo, pogledali, kako hitro se širi, naj samo porečem, da je bila ta hitrost širjenja tam 500 metrov na uro. Tako hitro je tam napredoval sam požar. Tako da drugih požarov hkrati dejansko smo imeli zdaj 2 požarišči. Prvo, ko smo omenili tisti, ki smo imeli prvega dni, in pa drugo, ki je bilo na drugem koncu. Vendar tudi ta požar je bil v prvem oziroma drugem dnevu seveda spravljen pod nadzor. Pogorelo je približno 270 hektarjev in ta 2 požara nekako smo imeli, v teh 2-3 dneh, se pravi pod nadzorom. Na kar seveda je sledil tisti torek, ko nas je prišel iskati tudi takratni predsednik države, ko smo si ravno ogledovali samo požarišče, se je v daljavi na italijanski strani pojavilo 4 oziroma 5 stebrov dima. Zagorelo je namreč na italijanski strani ob železniški infrastrukturi, Trst-Tržič, na 4-5 koncih in seveda mi smo stopili takoj v kontakt z samimi italijanskimi gasilci, ugotovili da gre za to požar na njihovi strani, vendar nihče ni pričakoval niti, da je to šele zatišje pred nevihtom. Kajti že naslednjega dne se je ta požar nekako razširil čez hrib na drugo stran in seveda naslednji dan prešel na italijanski strani cesto, katera se je varovala, in iz italijanske strani spet na našo, planoto, če govorim o tem, in se razširil po planoti na vse strani. Splet okoliščin je bil žal tak, da smo dejansko imeli v zelo kratkem času, na zelo omejenem območju, v tistih 4-5 dneh dejansko zdaj 3 požare, ki so se kasneje nekako združili, kasneje pa tudi še 4., ki je v času, ko so se vsi ti požari združili, pojavili zaradi udara strele. Nenazadnje potem pa še 5., ko smo na italijanski strani nadalje stran od tistega prvega, ko je zgorel na italijanski strani, kamor smo tudi v bistvu priskočili. Kljub temu, da smo imeli take razmere na naši strani, smo bili sposobni nuditi pomoč tudi italijanskim kolegom. To pa zaradi tega, da smo obvarovali določene vasi in hkrati tudi preprečili, da se ta požar ne bi ponovno vrnil, z nekim polkrogom nazaj na našo stran, na tisto nepogorelo stran in obvarovali, tisti nepogorel del, kar se tiče Opatjega sela, predvsem in tega vsi okolice. To je zdaj nekratko, tako orisan nek
Super, se pravi, dobili smo vpogled. Verjetno oziroma zelo kmalu so bilo aktivirane tudi dodatne gasilske sile, se pravi regije in pa seveda tudi dodatnih gasilskih regij. In lep 5 dni od začetka požara na Krasu, ko se je velik del slovenskih gasilcev že boril v samem požaru, pa je v Knežjem mestu zagorel drugi ogenj. Na stadionu z dežele je namreč potekalo slavnostno odprtje gasilske olimpijade. Lahko rečemo, da je šlo za največji dogodek v več kot 150-letni slovenski gasilski zgodovini. Žal so se v javnosti pojavili celo pomisleki in kritike, da zaradi gasilske olimpijade intervencija gasilcev na Krasu ni tako kvalitetna, kot bi lahko bila. Sta oba največja gasilska dogodka v državi, ki sta žal časovno sovpadala, kakorkoli vplivala na končna rezultata. Franci. Ja, zdaj z ozirom na to, da nam na Krasu ni primanjkovalo gasilcev, niti tehnike, niti nič, potem lahko rečem, da vsaj, kar se tiče Krasa, nista vplivala. Res, da je požar na Krasu vplival pa na dogodke v Celju. Saj pravzaprav v Sloveniji nihče ni poročal, da imamo v Sloveniji 20 držav, oziroma gasilce iz 20 držav. Na dogodek, na njega smo se pripravljali več kot 4 leta in na koncu moram reči, da vseeno dobro uspel. Zdaj, če se vrnem na Kras, tudi jaz sem bil, bom rekel, zelo vpet med ta dva dogodka. Po eni strani sem bil predsednik organizacijskega odbora gasilske olimpijade, po drugi strani pa poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Vendar vse skupaj ni vplivalo, bom rekel, tako rekoč na nič. Midva sva se že v nedeljo z vodjo intervencije slišala, zadeve so že bile tako daleč, da je bilo potrebno aktivirati državni načrt, tako da smo preko poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije tudi ta načrt aktivirali. V ponedeljek sem jaz bil na Krasu, kjer smo pregledali situacijo, zagotovili vso potrebno pomoč, kaj god se bo potrebovalo, tudi koliko gasilcev se bo potrebovalo, tudi smo rekli, ni težav, koliko, samo povejte, in tudi tako smo jih vsak dan tudi zagotavljali. Med tem časom je bil na Krasu moj namestnik, ki je odgovoren za to področje, za gašenje požarov v naravi. Ves čas pa sta zadevo spremljala tudi oba regijska poveljnika, to je poveljnik Severno-Primorske in pa Obalno-kraške regije. Tudi vmes, v tem času smo v petek se dobili, naredili eno kratko analizo, kar nekaj stvari tudi spremenili, postavili malo drugače, vsaj v teh dneh smo se tudi kar nekaj stvari tudi naučili. In potem bom rekel, tako rekoč, tudi zaključek olimpijade je počasi začel usihati tudi ogenj na Krasu, kjer smo zadevo imeli pod nadzorom, soboto je zadeva bila že pod nadzorom in tudi v Celju smo, bomo rekel, soboto zaključili z aktivnostmi in pa zaključili olimpijado. Tako da vsekakor smo slovenski gasilci lahko, oziroma Slovenci, smo lahko ponosni na gasilce. Dva tako velika dogodka smo speljali, tako rekoč, brez nekih večjih problemov. Tudi v Celju smo imeli več kot 2000 ljudi, prostovoljcev, ki so pomagali delati. Veliko teh je bilo na Krasu in se potem vrnili zopet v Celje. Tako da res hvala vsem našim gasilcem za odziv in se pravi, sistem, ki ga imamo, ki ga nismo zgradili od danes na jutri, smo pripeljali tako daleč, da smo rekel, te naše sorazmerno velike intervencije z lahkoto tudi obvladali. Ta požar nas je naučil veliko novega, nas je, bom rekel, tudi malce presenetil, ker smo bili tako samozavestni, da obvladamo zadeve brez nekih večjih težav. Tako da, ne glede na škodo, na vse skupaj, na kaj se je zgodilo, smo se veliko naučili, si tudi, bomo rekel, marsikaj povedali sami med sabo, predvsem pa ugotovili, kaj moramo storiti jutri, da bomo pripravljeni tudi na tako velike požare.
Hvala, Franciju. Omenil si državni načrt, pa bi se mogoče kar sprehodil do naslednjega sogovornika, in sicer Srečka Šestana, poveljnika civilne zaščite. V enem izmed mnogih intervjujev sem zasledil, da ste bili na požarišču prisotni 8 dni. Že od prvega dne intervencije pa so bili na intervenciji prisotni tudi pripadniki občinskih struktur civilne zaščite. Že drugi dan intervencije na Krasu je bil aktiviran državni načrt za večje požare v naravnem okolju. Nam lahko na kratko opišete vsebino državnega načrta, kaj dobrega ta prinaša za vse sodelujoče in ali bi ga morda veljalo v prihodnosti dopolniti. Med drugim ste izdali med intervencijo tudi 5 odredb, tudi za nakup nujne opreme za gašenje. Ja, hvala za besedo. Okrog državnega načrta morda bi zelo kratek bil, ampak bom vseeno poskušal par stvari poudariti. Ena je seveda ta, da nam omogoča za njegovo aktivacijo uporabo sil iz kompletnega območja Republike Slovenije, to, kar je Franci povedal, in seveda ti stroški, neposredni stroški teh intervencij, pomeni to prehrana, prevozi, odnosno gorivo, refundacije, pa tako ali tako gasilci in ostali nimamo, na stroške države. No, pred leti, ko smo imeli v državnem načrtu malo drugače zapisan pogoj, kdaj nas se aktivira, sem bil udeležen z lastnih logov kritik, da včasih prehitro aktiviramo državni načrt. Zakaj? Zato, da so rekli, da so občine tiste, ki pritiskajo na to, da nimajo potem stroškov, kar vsekakor ni res. Tudi te kriterije, ki so bili, kot sem jih omenil, zapisani v prejšnji verziji načrta, smo zmetali ven, ker so bili neuporabni. Kriterij je ocena vodje intervencije skupaj z poveljnikom Gasilske zveze, ki predlaga potem aktiviranje načrta. In jaz mislim, da je to edini kriterij, ki mu moramo zaupati, in tem ljudem, ki so na terenu, je treba zaupati. Tako da jaz nimam nobenega strahu, da aktiviram načrt, če dobim predlog z njihove strani. In to seveda se ni zgodilo prvič in verjetno tudi ne zadnjič. Upam, lahko da je bil tudi zadnjič, ne bilo nič narobe. Seveda je pa ta načrt, poleg tega, da smo ga v zadnji verziji tudi malo dopolnili, v zadnji verziji popravka smo pripeljali v njega iz izkušenj nekaterih požarov, tudi minister je omenil sanitetne in medicinske ekipe, ker smo želeli, da je v takem velikem prisotnosti toliko ljudi, seveda imamo takoj na razpolago medicinsko pomoč. In tukaj se je to ponovno izkazalo kot zelo dobra, zelo dobra rešitev in seveda zraven tega pa še, da smo razbremenili tiste medicinske ekipe iz zdravstva, smo, kot je rekel minister, aktivirali tudi sanitetne ekipe Slovenske vojske, ki so pa potem še s svojim delom na terenu, z prevoznimi sredstvi in vsem prinesli še dodano vrednost. Tako da, kot pravim, načrt je dober, kljub temu smo skozi analizo ugotovili, da bo treba morda narediti kakšno manjšo korekcijo, ko se bo ažuriral ta načrt. Jaz verjamem, da to lahko naredimo zelo hitro, ker to niso velike stvari, stvari so utečene in jaz sem prepričan, da smo za nadaljne intervencije, kot je zdaj Franci rekel, pripravljeni in s tem, kar se zdaj pripravlja in pa smo po Krasu, začeli, da bomo potem še bolj pripravljeni. Hvala. Se pravi, morda za vse sodelujoče je bila zanimiva tudi vaša odredba, in sicer za nakup nujne opreme za gašenje. Morda še besedica ali dve o teh odredbah? Ja, hvala, ker sem pozabil, kaj sem sprašal. No, te odredbe so, seveda, ko je aktiviran državni načrt, imam pristojnost določene stvari peljati tudi mimo zakonodaje, odnosno nam zakonodaja daje to kot možnost, zakon o financah. Tako da tukaj imamo, seveda je pa to omejeno, tukaj niso največji znesek, ki ga lahko uporabimo, je 139 000 evrov,
tudi po evropski direktivi, gre pa za take stvari, ki so res v toku intervencije nujne. In tukaj je šlo za stvari, ki smo jih uporabili iz skladišča tukaj v Postojni Kras in smo jih potem seveda hoteli čim prej zanoviti, pa mislim drugih, ne vem, na pamet omenil Sigrid, ne vem, če so bili za nabavo, ene vem, da so bili za prevoz lesa in podobne stvari. Z temi odredbami seveda, če jih prav razumemo in temu so namenjene, določene stvari pospešimo, določene stvari zaaktiviramo čim prej in seveda z tem, ko je odredba izdana, je tudi obstaja garancija države, garancija iz naslova načrta, da bodo te stvari tudi tistim, ki bodo stvari izvedli, tudi seveda poplačane oziroma tisti neposredni stroški pokriti. Super. Namreč vsem sodelujočim se je zdelo to odlično, da je pač zelo hitro so bila na razpolago določena sredstva. Ko ste ravno omenili saniteto, sam osebno sem posredoval pri klicu o aktivaciji 5 reševalnih vozil nujne medicinske pomoči. Do tega trenutka smo imeli na požarišču eno reševalno vozilo, ki je prihajalo iz reševalne službe Nova Gorica. Potem pa je v nekem trenutku prišlo do več sočasnih dogodkov in se je vodstvo intervencije odločilo za aktivacijo dodatnih sil, tako 5 vojaških, kot tudi 5 civilnih. In ko sem zahteval za aktivacijo 5 civilnih reševalnih vozil preko Centra za obveščanje Republike Slovenije posredoval dispečerski službi zdravstva, je nastala tišina, najprej tišina, potem pa takoj zatem pa odgovor, ja, to pa ne bo možno. Vendar je ravno na podlagi aktivacije državnega načrta in pa odredb smo od naslednjega dne oziroma že večera imeli do konca na razpolago 5 reševalnih vozil, ki so prihajala iz služb nujne medicinske pomoči, v glavnem z primorskega konca. Dobro, se pravi, že takoj na začetku, že prvi dan intervencije je prišlo tudi do aktivacije helikopterjev Slovenske vojske. Kot je bilo omenjeno, kot je že minister omenil, je to stalna praksa, da se ob večjem požaru aktivira tudi vojaško letalstvo, ki je danes sestavni del 15. polka vojaškega letalstva. Sam polk sestavlja 6 enot in te enote bazirajo na letališču Cerklje ob Krki in pa vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku. Od prvega do zadnjega dne intervencije so bili od vseh zrakoplovov, tako naših, seveda kot tudi tujih, najbolj množično zastopani prav zrakoplovi Slovenske vojske. Kakšne zmogljivosti je ponudila Slovenska vojska v akciji gašenja iz zraka in kaj je to pomenilo za ostale vojaške naloge pripadnikov Slovenske vojske? Major Pintar. Hvala za besedo. Slovenska vojska ima po zakonu o obrambi več nalog, ena od teh nalog je tudi sodelovanje v sistemu zaščite in reševanja in to nalogo v vojski jemljemo resno. Na podlagi načrta Vihra imamo stalno pripravljene določene sile, ki so bile zdaj tudi v tem primeru požara na Krasu uporabljene. Stalno najprej je bil aktiviran en helikopter, to je bil helikopter iz Brnika, ki je primarno sicer namenjen za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, ampak ga ob kakšnih večjih zadevah imamo pravico uporabiti tudi za tiste stvari, ki so bolj nujne, kot je takrat helikopterska nujna medicinska pomoč. Ko so zadeve naraščale, ko se je zadeva razvijala, so bili stalno od Slovenske vojske prisotni 2 do 3 helikopterji, pa letalo PC-6 Pilatus Porter. Zmogljivosti teh so pa zdaj imamo v vojski, bi rekel, 3 tipe helikopterjev, 2 tipa sta uporabna za gašenje, en je Bell 412, ta nese približno 800 litrov vode, ta zmogljivejši helikopter Cougar pa nese približno 2500 litrov vode.
letalo Porter pa naenkrat lahko prinese 600 litrov vode. To je to, če si me to vprašal. Morda še koordinacija zračnih sil in pa zemeljskih sil, kako poteka? Ja, tukaj na tem požaru je bilo občasno na požarišču tudi po 11 ali več zrakoplovov na Krasu. Ob tem je treba povedati, da je bila vidljivost izredno slaba, zaradi tega, ker je bil pač dim. In vojska je že prvi dan, mi imamo v naših načrtih razdelano, da ukolikor na požarišču leti več kot en zrakoplov, takoj pošljemo zraven tudi, se pravi, vodjo letenja. In ta vodja letenja je tisti, ki potem koordinira zadeve v zraku. Je pa zelo dobro, da ta vodja letenja sodeluje z vodjo intervencije. Vodja intervencije občasno gre tudi v kakšen helikopter, gre oceniti situacijo, kako izgleda iz zraka, zato da se odloči, kje in kako se bo gasil, pa kje so prioritete. In moram tukaj reči, da smo odlično sodelovali s policijo in v bistvu zmogljivosti policije uporabili za tako imenovan, rečemo temu, poveljniški helikopter, kjer je vodja intervencije lahko pač nadzoroval situacijo bolj kot bi jo, če ne bi tega imel pogleda iz zraka. V redu, Simon, morda še tvoj pogled na aktivacijo in pa sodelovanje zrakoplovov tako Slovenske vojske, policije, kot tudi tujih, kako je poteklo in pa ali je bilo sploh kaj sodelovanja med tujimi kopenskimi, se pravi zemeljskimi silami, gasilskimi na obeh straneh meje? No, seveda, kar se tiče letalskih sil, mi smo v bistvu, glede na situacijo, kakršna je bila na samem terenu, je Slovenija že 17. julija preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite zaprosila tudi za mednarodno pomoč v obliki letal za gašenje zraka in dodatnih gasilskih enot. Takrat v bistvu so bile razmere take, da po Evropi, da žal teh sil nismo dobili. V naslednjih dneh je prišlo v dogovoru z premierjem po, bom rekel, političnih vezeh, smo tako dobili pomoč iz Hrvaške samega Kanaderja. Kasneje pa 20.7., ko je bilo tudi tisti najslabše stanje na samem terenu, je šla ponovno zahteva za ponovno pomoč in takrat smo potem dobili preko mehanizma tudi pomoč in je bilo v Slovenijo, bom rekel, če gledamo skupno napotenih 9 helikopterjev, 5 letal in 1 gasilska enota, se pravi 4 vozila, 9 oseb. Iz skupno 7 držav, Avstrije, Hrvaške, Italije, Francije, Rumunske krajine, Madžarske, Romunije, Slovaške in seveda tudi Srbije. Prav tako smo mi tudi že prvi dan, ko je bilo že 15. preden smo sploh aktivirali ta državni načrt v sklopu sodelovanja civilne zaščite avtonomne deželne autonomije Rumunske krajine in naše uprave za zaščito in reševanje, v katero imamo v bistvu to pogodbo o sodelovanju, nam je že Italija že tudi tisti prvi dan nudila 1 do 2 helikopterja. Tako da že prvi dan je sodelovanje tukaj potekalo. Zdaj, kar se tiče sodelovanja kopenskih sil, jaz moram reči tako, da če pogledamo na italijanski strani, je to malce drugače organizirano, kot je na slovenski strani. Mi lahko si štejemo tako v čast, da imamo zelo dobro organizirano, kar se tiče gasilsko službo, tudi za gašenje požarov v naravnem okolju. Če se mi primerjam nekako z Italijani, je tam, bom rekel, pehotnih sil bistveno manj in tam se je tudi pokazalo v tem primeru, ko so Italijani imeli na italijanski strani, kot sem prej omenil, tiste 4 požare. Istočasno se je v tem trenutku, ko so bili tisti 4 požari južne od Brestovice, se je pojavil tudi drugi požar na tistem prvem požaru in
v trenutku se na italijanski strani zgodilo to, da ni imel nihče gasitnega požara. Tako da mi smo se z kolegi Italijani dogovorili in da tudi prevzamemo tudi ta del tudi na italijanski strani in obvladovali, se pravi ta požar, naš požar, ki je šel na italijansko stran, smo ga sami obvladovali brez italijanskih sil, no, razen tam sta bile dve gasilski enoti z dvema vozilom in to je bilo tudi vse. Kasneje, seveda, na noči iz 19. na 20. So nas Italijani prvič tudi zaprosili za pomoč, predvsem v kopenskih silah, predvsem, da bi obvarovali vasi, ki so bile južnje, tam Jamlje, Klarič in dol na italijanski strani. Tako da smo tudi tisto noč poslali tja, napotili nekaj gasilcev in se pravi kasneje, mislim, da je bilo to potem tam okrog 27. 28. pa je prišla še ponovno druga dojava oziroma prošnja na pomoč, ko je ponovno so imeli ta peti požar, če gledamo tako, ki je ogrožil tudi te vasi Martinuči, Devetaki, Cotiči. Takrat smo poslali tudi iz severno-primorske regije tudi dodatne sile, ki so šle in obvarovali tudi samo vas. Tako da sodelovanje med temi italijanskimi silami in slovenskimi je potekalo že od samega začetka, tako v zračnih silah, kot kasneje tudi v pehotni. In to sodelovanje smo vsekakor tudi nadgradili prav, 2 tedna pred tem, ko se je sam požar zgodil, ko smo podpisali, nek sporazum med gasilskimi enotami vzdolž celotne meje z Republiko Italijo o tem 10-kilometrskem sodelovanju in izmenjavi pomoči, ne samo za primer požarov v naravnem okolju, ampak tudi za vse ostale vrste in tipov intervencij. Simon, hvala lepa. Pa se sprehodimo še do policije. Na Krasu je bil marsikdo presenečen, ko je na ozkih ulicah in cestah srečal policijski vodni top. Bolj poznan iz demonstracij v naši prestolnici, ki je bil prvič v zgodovini samostojne države uporabljen za gašenje požara. Kaj kmalu pa smo v zraku lahko opazili tudi Julko, ki se je pridružila vojaškim zrakoplovom pri gašenju požarov iz zraka. Bomo v bodoče pogosteje pri gašenju iz zraka videvali tudi policijske helikopterje, je vprašanje za poveljnika letalske policijske enote. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem zbranim. Res je, da kar nekaj let letalska policijska enota ni bila vključena v ta sistem zaščite in reševanja glede gašenja. Veste, da smo imeli v preteklosti kar nekaj težav s plodnostjo helikopterjev, ampak z nakupom novih, zmogljivih helikopterjev se je to popravilo. Ravno v lanskem letu smo ponovno obudili in pričeli s trenažnim procesom za letenje z tem BNB bucketom, se pravi za gašenje, tako da smo bili kar hitro tudi postavljeni v realno situacijo in vemo, da je to tudi najboljši trening. Se pravi, trenutno imamo 2 helikopterja, oba sta primerna za gašenje, imata enako zmogljivost, kot je prej kolega iz Slovenske vojske povedal, kot Bell 412, okoli 800 litrov goriva. Sodelovali smo pa tudi z drugim helikopterjem, se pravi z Eurocopterjem 135, ki pa je opremljen z visoko zmogljivo optično kamero, ki ima več filtrov in se je to kaj kmalu izkazalo, da je v bistvu zelo dobro poveljniško vozilo, zelo dobro vidi tudi skozi dim. Pri odkrivanju žarišč je bil potem kar nepogrešljiv in je na koncu naletel skoraj enako kot velika Julka pri gašenju. V enem izmed izjav enega izmed pripadnikov letalske policijske enote glede primerjave uporabnosti Julke in pa starih tipov helikopterja Bell 412 oziroma 212, ki je že upokojena, je izjavil, kot bi vozil Mercedesa in pa Fička, nekaj podobnega. Nam lahko mogoče v nekaj besedah orišete, kakšne so zmogljivosti oziroma prednosti novega helikopterja za gašenje?
je v bistvu že letnica izdelave govoril pri tej primerjavi, se pravi, ali je helikopter bil narejen leta 80 ali pa 2022 je bistvena razlika. V sami nošnji tovora ni bistvenih razlik, se pravi, oba helikopterja tudi Augusta Bell 212, 412 sta imela isto zmogljivost, se pravi 800 kg vode. To je zaradi kljuke, drugače pa za upravljanje in pa vse je pa novi helikopter opremljen z novejšimi sistemi in predvsem močnejši, lahko del časa leti, veliko večjo zalogo goriva lahko vzamemo s seboj. Tako da so to bistvene prednosti. V redu, hvala lepa. Pa se vrnimo k Slovenski vojski, ki ni pomagala samo v zraku, ampak tudi na tleh. Med mnogimi nalogami so evakuirali tudi nepokretne civilne osebe ob evakuacijah posameznih vasi. Nudili zdravstveno in logistično podporo. Skratka, delovali ste po načrtu angažiranja sil Vihra. Podpolkovnik Bončina. Ja, hvala lepa za besedo. Če se malo časovno dotaknem, 20. julija so prišle bolj konkretne zahteve do nas na Vrhniku, v operativni center. Bile pa ura pol treh, smo že bili malo odhajali domov. Konkretne zahteve, ki so prišle, so bile pa cisterne za vodo in pa že prej omenjene 5 vozil vojaške zdravstvene enote. Jaz sem bil poslan dol prvi, pa še moj kolega, in prve cisterne in pa tudi sanitetna vozila Slovenske vojske so dol prišle že ob 10. zvečer in na to so te sile samo naraščale še. Kasneje je prišlo tudi zahteva za logistična vozila, bomo rekli te Toyote, terenske Toyote, kjer so prevažali ljudi in pa material po pogoriščih. Na to smo aktivirali v vojašnici Vipava, bomo rekli, nastanitvene zmogljivosti. Kasneje smo tudi kuhali približno 1000 obrokov na dan in jih tudi razvozili po terenu. Približno 300 postelj je bilo zagotovljenih za počitek, bodisi gasilcev, ki so odhajali domov in so se tam najedli, spočili in na to drug dan odšli domov. Imeli smo tudi dol brezpilotne letalnike. Te so predvsem bili v zraku po noči, kjer so odkrivali ta pogorišča. Zdaj, kar se tiče logistike, če bi je ta Vipava, se ne zdi je bila taka dobra odločitev, kot nekak logistični center, kjer smo tudi mi noter vse te logistične kapacitete zbirali. Aktivirali smo tudi inženirske enote naše, vaganje in pa tudi kar nekaj pripadnikov Slovenske vojske, ki so usposobljeni sekači, da smo jih poslali na teren, tako da povprečno smo imeli na dan angažiranih 200 vojakov na terenu. Rotirali smo jih pa na 12 ur. Vse skupaj smo pa to vodili iz operativnega centra na Vrhniki, kjer smo odzad pripravljali nove sile za zamenjavo in vso tisto birokracijo, ki je bilo potrebno narediti. Zdaj, pri nas ocenjujemo na 200 pripadnikov, kolikor je bilo aktiviranih, da je bila nekako optimalna sila, ki je bila še obvladljiva, poleg vseh ostalih enot, ki so bile na terenu. Tako da, kadarkoli bo aktivacija državnega načrta Vihra, bo Slovenska vojska z veseljem poskočila na pomoč v čim krajšem možnem času in pa skladno z zahtevami, ki bojo podane v strani civilne zaščite. Toliko z moje strani. Super, hvala lepa. Omenili smo evakuacijo zaselkov, evakuacijo vasi. V predstavitvenem posnetku na začetku smo slišali tudi zavijajoč zvok sirene. Kaj vse poteka v ozadju evakuacije? Operativni gasilci so slišali zavijajoč zvok sirene, se spopadali z ognjem. Občani so se začeli umikati, v ozadju je pa ogromno struktur, tako civilne zaščite, Rdečega križa in še mnogih drugih,
Že pred samim znakom za evakuacijo pripravljalo določene ukrepe, pa bi mogoče Srečka Šesta naprosil, da v nekaj besedah spregovori o delu preostalih služb, tako civilne zaščite kot prostovoljcev, ki so sodelovali v ozadju in niso bile vedno vidne očem prebivalcev in pa televizijskih kamer. Ja, ne vem, kako bi začel, da bi bilo bolj enostavno. No, to je evakuacija eden od ukrepov, v katerih ima pomembno vlogo tudi policija. In je eden od dveh ukrepov, ki jih sploh naložimo policiji bilo kdaj. Pomeni drugič, da še omenim, ker sta samo dva, je zaprtje nekega območja in varovanje tega območja. No, ampak tukaj to ni bil primer. No, v evakuaciji seveda je poleg policije, ki je tudi dobi s tem ukrepom tudi pristojnosti, da nas prisilno, kar je grdo slišati, ampak zaradi varnosti, prisilno ljudi, bom rekel, iz objektov, ki so namenjeni, odnosno so odločeni za evakuacijo, odstrani. No, tukaj nismo imeli teh težav in jaz se moram tukaj zahvaliti predvsem tudi županom. Župan je seveda tisti, ki v občini po zakonu lahko odredi evakuacijo in mi smo bili tam stalno na kontaktu. Še en podatek, da ne bom pozabil, številka, koliko ljudi smo evakuirali, je zanimiva. Nisem jo nekjer dosleden, ampak smo jo pol zbrali, 3912 ljudi sem dobil podatek na koncu in to ni majhna številka. Res je bilo evakuiranih par naselij, da jih ne bom našteval, nekatere poznam, nekatere pa sploh nisem zapomnil, ampak tukaj je treba se zahvaliti najprej, kot sem rekel, županom, njegovim strukturam, ljudem, ki so bili videvni in tudi ne samo videvni, tudi so videli, da je to za njih dobro, je šlo pa za preventivno evakuacijo, vseh primerih. Pomeni samo zato, da so lažje gasilci in brez skrbi posredovali v tistih naseljih. Imeli smo samo en primer, ki ni hotel iti v evakuacijo in potem ocenili vsi skupaj z veterinarsko službo in vsi skupaj, da smo mu dali celo prav in smo samo pojačali tam varovanje, toliko, da smo mu zagotovili še večjo varnost s strani gasilcev in tudi policije. To je bilo šlo za enega kmeta, ki je imel, ne vem, sem pozabil, koliko glav živine in seveda potem se pri evakuaciji pojavi tudi težava z živino. No, sam si omenil, že pred evakuacijo, pred odločitvijo ali pa skupaj sozvočil, je pa seveda naloga občin, da pripravijo, in to so vse naredile, pripravijo tudi objekte, tam se bi te ljudi začasno nastanilo, ker seveda v evakuaciji tisti moment ne vemo, koliko bo to trajalo. Imeli smo srečo, vse razne manjše količine ali pa manjšega števila ljudi smo vrnili domov že isti dan, če imam dobro spomin. No, in seveda je tukaj potem treba pripraviti tudi določeno hrano, pijačo, kot sem pravil, predpripravo za prenočišča in podobne stvari. In tukaj so stvari še enkrat potekale zgledno in zato nismo imeli nobene težave in tudi nobene pritožbe. Mislim, da župani vejo še bolj detaljno kot sem jaz, ampak jaz nisem dobil nobene posebne pritožbe na potek evakuacije ali pa na bilo kaj drugega. Ljudje so to razumeli in kot se so tam obnašali tudi na tem požaru, sem prepričan, da so to razumeli iz nas srca in so videli tudi, da vsi želimo samo eno, to je pa obvarovati njihovo življenje in pa njihove premoženje. Tako da tukaj, kar se tega tiče, jaz imam samo pohvale. Ok, Srečko, samo še eno vprašanje. Če se dotakneva še državne enote za varstvo pred neeksplodirnimi ubojnimi sredstvi, požar je divjal na območju, kjer je ogromno ostankov Prve svetovne vojne, kar smo vsi prisotni lahko slišali in že od prvega trenutka intervencije so bili na požarišču prisotni tudi pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodirnimi ubojnimi sredstvi, ki so tako vodstvu intervencije kot tudi sodelujočim strukturam dajali napotke, varnostne napotke, da ne bi prišlo do kakšne nesreče. In vsi v štabu smo se, lahko rečem, najbolj bali, da bo prišlo
ravno do nesreče pri tem delu, kajti je ogromno število ljudi vsakodnevno na požarišču, ogromno detonacij, zaradi tega je bilo tudi dnevno prisotnih 10 reševalnih vozil. Pa mogoče še iz tega naslova kakšna beseda. Ja, Boštjan, hvala lepa, da nisi na to pozabil. To je, bom rekel, poleg tistega, kar je že minister uvodoma omenil, pa tudi mi vsi ponavljamo, da smo obvarovali objekte in življenja, je to seveda tretja stvar, ki je bila tukaj najpomembnejša. Tudi s tem ukrepom in s tem delom, ki so ga opravili pripadniki tukaj, hvala Zvoniču in njegovim fantom, vse dni so, bom rekel, pripomogli ali pa dosegli to, da nismo imeli niti ene poškodbe. Najmanjše poškodbe iz tega naslova. In to jaz mislim, da je uspeh te intervencije na tako zahtevnem območju, obremenjeno z temi sredstvi, ki mu je treba moj imenak, bi rekel, klobuk dol. In jaz tukaj mi je Šimon potaknil par številk v tisti trajni intervenciji, ne govorim po intervenciji. V trajni intervenciji so najdli 1954 kosov neeksplodiranih bojnih sredstev, seveda so to za različne kalibri in velikosti, v skupni masi skoraj 6 ton. Tako da vse to seveda je bilo ustrezno ali uničeno na licu mesta ali pa shranjeno v skladišča in potem uničeno na poligonu. Fantje nadaljujejo to po programu še v nekih območjih, zdaj mislim, da takrat sem se ravno prej pogovarjal, da zaključujejo in če bo koga zanimalo, potem morda medije, pa lahko povedal tudi končne številke, pa sedanje trenutne številke, ki so pa še bistveno večji kot so te. Sam podatek, ki ga je Darko parkrat omenil tudi takrat na izjavah, da je tam 70 kg, če sem prav razumel, na kvadratni meter bilo odvrženih ali pa bomo rekel teh granat in drugih projektilov, tako da seveda se temu nekaj čudi. Še enkrat, hvala tem fantom in hvala tudi vsem tistim, ki so bili na intervenciji, tudi sami mi, kot si omenil, v tom vodstvu intervencije smo se dvakrat na Darkotovo komando mogli umakniti, kar je prav, in vsi, ki so se držali teh njihovih napotkov, samo s tem smo preprečili, bomo rekel, odnosno dosegli to, da nismo imeli niti ene poškodbe. Ja, Darko, še strani nas okrogle mize še enkrat najlepša hvala in da bi še naprej varno odstranili vsa sredstva. Tudi drugače je bilo na splošno zanemarljivo malo poškodb na sami intervenciji, tako da skoraj bi lahko rekli omembe nevredno, glede na število ljudi, ki so vsakodnevno izmenjali. Za omejitev hitro napredujočega požara se je poveljstvo štaba intervencije skupaj s predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije odločilo za interventno izvedbo presek v prometnicah in ob ogroženih objektih. Skupno je bilo po nekih podatkih, ki so bili zapisani, v ta namen posekano približno 50 hektarov gozdnih površin. Kdo vse je sodeloval v omenjenih akcijah in kdo je vse skupaj koordiniral, se pravi tako veliko število sekačev, delavcev z gozdarsko mehanizacijo in pa ostalih, Boštjan? Ja, to je bila ena od odredb poveljnika Šestana, se pravi, da je potrebno razširiti te svetle profile ob prometnicah in ob naseljih in tudi zgraditi te prometnice v smeri pač širjenja požara, za preprečevanje širjenja požara. Sodelovali, torej usmerili smo jih v glavnem sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, ob pomoči tudi slovenskih državnih gozdov, ki so bili od začetka glavni izvajalci, potem se je pa pridružilo na določen dan, je bilo največ nekaj čez 300 prostovoljcev in profesionalcev, ki so prišli na pomoč. Poseganih je bilo preko 6000 kubičnih metrov med požarom, se pravi lesa,
ki ga, kar je kar velika, zelo velika količina za 14 dni časa in za te prostovoljce in tako organizacijo dela, kot je bila. Tudi mi smo veseli, da se nikomor od teh ljudi, ki so hteli motorne žage, pomagali, torej, da se ni nikomor nič zgodilo, se zahtevali smo, da žage vihtijo samo profesionalci, tisti, ki imajo izobrazbo in kvalifikacije za to, ampak vseeno je bilo precej tvegano početje in na srečo se res nikomor ni nič zgodilo. Torej, to je nekaj novega v preprečevanju širjenja požara. Bomo enkrat morali analizirati, kako se je to izkazalo. V nekaterih primerih je pomagalo pri zaustavljanju požara, ponekod je bilo tudi ovira, ker tak velike količine lesa se ne da na hitro odpeljati in potem je pač to morda nekje oviralo, ampak ja, je nekaj novega. Dejstvo je, da bomo morali zagotavljati ob prometnicah širše svetle profile, se pravi za lažje manevriranje gasilskih vozil, v tem primeru, da se pravi na ogroženih območjih. V redu, Boštjan, hvala. Morda Simon, intervencija se je z dneva v dan bližala, bila bliže koncu. Morda prihajamo počasi proti koncu, bi en zaključek s tvoje strani kot vodja intervencije, če se zdaj ozreš nazaj na to res največjo intervencijo v naravnem okolju v zgodovini Slovenije, bi morda povedal par besed, mnen. Ja, no, če danes pogledam za nazaj, lahko rečem, da so bili z nami kar težki dnevi, polno neprespanih noči, polne agonije in stresa, kajti namreč bili smo pač priča temu, kako se zaradi razmer je pač goriški kras v parih dneh spremenil je izgubil pač svojo podobo. Ponovil bi v bistvu rad kar te besede, ki sem jih tudi izrekel ob sprejemu pri gospodu bivšemu predsedniku Pahorju, kot vodja oziroma predstavnik vseh teh interventnih sodelujočih služb na požaru, ko smo prejeli to jabolko navdiha, da to, kar se je dejansko dogajalo na Krasu, se je v zgodovino zapisalo z najbolj črnimi črkami, a hkrati tudi najbolj zlatimi črkami. Črnimi zato, ker je šlo za obsežno katastrofo, ki je zaznamovala v bistvu tako pokrajino kot tudi ljudi, in zlatimi, ker je tako izstopal, bom rekel, ta potencial ljudi, ki so pomagali na vse pretege. To nekako ne moramo pozabiti. Ne samo gasilci, lokalna oblast, država, prostovoljci, civilna zaščita, vojska, policija, gozdarji in mnogi ostali, marveč kar cela Slovenija z donacijami, spodbudami, besedami in seveda zahvalami. Zelo ganljiv je bil tisti angažma ljudi iz vseh koncev države, ki so takoj, ko so se pojavile vesti o zelo resni situaciji, kar sami od sebe začeli razmišljati, kako bi lahko, bomo rekel, pomagali gasilcem, domačinom, tako da sledila je velika veriga dobrih dejanj, se pravi od najmlajših do ostarelih, ki so prizadete pognale celo v solze, posredovalcem pa seveda vlile veliko energije za nadaljne delo. Takrat se je pokazalo namreč to, kaj, bomo rekel, dejansko Slovenci zmoremo in da to, kar znamo na tekmah, smo dejansko prenesli, bom rekel, celo na in ob ceste. Spravi, odvijali so se tisti prizori, ki jih nedvomno ne bomo pozabili, vendar moram poudariti, da tragedija, dejansko, ki nas je zaznamovala, nas je na drugi strani dejansko tudi povezala, saj pomoči prihajali so koncev in srčnost je
dejansko zmagala. Vsi smo bili ena velika usklajena ekipa s skupnim ciljem v boju proti tej njeni stihiji. Hvala, Simonu. Sedaj pa se ozrimo, kako bo šlo naprej. Morda vprašanje še za poveljnika Gasilske zveze Slovenije, in sicer podjetnik Ivo Boscarol je Gasilski zvezi Slovenije nakazal 1,47 milijona evrov in s tem izenačil vsoto, ki jo je za intervencijo na Krasu gasilcem namenila vlada. Gasilskim društvom je bilo skupno razdeljenih več kot 5,8 milijona evrov zbranih sredstev. Donacijska sredstva so prišla tako z naslova tudi SMS donacij, televizijske oddaje Stopimo skupaj za slovenske gasilce. Kako gledate na odziv vlade ter ostalih dobrotnikov, ki so pomagali, ter zakaj so bila oziroma bodo sredstva porabljena? Ja, kot je že Simon omenil, nas je ta dogodek ne samo peljal, da smo šli pomagati, ampak nas tudi povezal. Povezal ni samo gasilce, ampak celotno Slovenijo. In res veliko dobrih ljudi je se odzvalo, sami so izrazili različne pobude, kako lahko donirajo. Mi smo takoj odprli račun in pa SMS donacije in v 3 dneh smo zbrali tako rekoč preko 500 000 evrov. No, potem so pa gasilci sami vseh dnevno šli in smo spravili v javnost, kako se ta sredstva ne bodo razdelila tistim, ki si to res zaslužijo, in po tistem času nismo dobili tako rekoč več nobenega evra. Potem se je zgodila ta dobrodelna akcija preko televizije, kjer smo zbrali še dodatna sredstva. Skupaj smo izbrali 812 000 za opremo. To so bila namenska sredstva za poškodovano opremo na Krasu, oziroma ne samo za poškodovano, ampak za opremo, ki jo potrebujemo na Krasu. Kar nekaj ugotovili smo, da društva iz notranjosti nimajo ustrezne opreme in bodoče bo treba razmišljati tudi v to smer. Druga stvar, ki nas je zelo presenetila, je sama pobuda predsednika vlade, da je dal dodatne sredstva, ki so bile mimo sredstev, ki jih zagotavlja aktivizacija državnega načrta. Da smo to lahko naredili, je bilo potrebno spremeniti tudi zakon, tako da res iskrena hvala vladi, ministrstvu, da so to zadevo speljali in bomo rekel izredno hitro tudi ta sredstva zagotovili. Iz izkušnji iz preteklosti smo imeli vedno težave, kako pravočasno zagotoviti ta sredstva. Naslednja sredstva, ki so bila, bomo rekel, tudi si jih že omenil, to so sredstva gospoda Boscarola in teh sredstev je bilo res veliko. Zdaj na Gasilski zvezi smo se odločili, oziroma so ta sredstva prišla vsa na naš račun. Tako vlade, tako gospoda Boscarola in pa sredstva, ki smo jih izbrali, da jih razdelimo po ključu gasilcev, ki so sodelovali na intervenciji, in ta sredstva smo razdelili, kar se tiče intervencijskih stroškov in pa sredstev, ki smo jih izbrali, ki so bila namenska, za ta smo tudi zahtevali račune. Za ostala sredstva so pa šla tudi za delovanje društva, se pravi, da so društva uporabljala ta sredstva za tisto, za kar jih dejansko potrebujejo. Natančno do centa smo tudi transparentno razdelili, tudi obvestili javnost, tudi vsak, ki je lahko videl, koliko je dobil, ampak nažalost tudi v naših vrstah imamo takšne ljudi, ki so pripravljeni garati cel teden na Krasu, problem pa je napisati 3 stavke. In kar nekaj društva, nažalost, ni bilo deležno teh sredstev, ker niso dali poročila, da kaj pravzaprav so porabili, oziroma zakaj so porabili ta sredstva, oziroma koliko gasilcev so imeli na sami intervenciji. Tako da, nažalost, to se nam dogaja. Vsekakor je pa to ena dobra praksa, tudi za naslednji požar, ki je bil, se je obračunavalo v enakem postopku, je vlada zopet zagotovila dodatna sredstva za delovanje društev, glede na samega posameznega operativnega člana v društvo, tako da tukaj je en veliki napredek
In ne samo to, če pogledamo na splošno, smo dobili kar veliko nove opreme, veliko smo se naučili, tudi tega denarja bo prav gotovo šlo v znanje, tako z države kot z lokalnih skupnosti in pa seveda tudi posameznih društev. Hvala. Nabava opreme, kot si omenil, nabava opreme za gasilce. Morda je med primorskimi gasilci slišati tudi pobude o programu KRAS za sofinanciranje nabave večjih gasilskih vozil. Morda besedica ali dve še o tem? Ja, vsekakor podpiramo. Mi smo z programom KRAS v preteklosti, ki je trajal kar veliko let, res sorazmerno dobro opremili enote ali pa rekel društva na Krasu. Po tem, ko smo pravzaprav zavrteli, smo to prekinili, smo šli v drugo akcijo z sofinanciranjem večjih gasilskih vozil oziroma avtolestev za reševanje iz višine. Zdaj se je pokazalo, da tako na Krasu bo potrebno obnove in opreme in tehnike in niso samo vozila, so tudi druge stvari. Delno to pokrivamo z skladiščem Kras, kjer imamo specialno opremo na voljo ob teh večjih intervencijah. Vsekakor bo potrebno tudi spremeniti tako opremljanje enot tudi znotraj Slovenije. Vidimo, da za vsak večji požar potrebujemo enote tudi v notranjosti Slovenije. In bo potrebno tudi tam sestaviti, bom rekel, specialne ekipe, ki bo imeli ustrezno opremo. Zdaj so prišle enote z opremo, ki uporabljajo tam, ki dostikrat na Krasu ni bila primerna. Velika vozila, neprimerna. Tudi, bom rekel, opremljenost gasilcev v notranjosti še ni tako dobra, da bi lahko vsi prišli z temi lahkimi začetnimi oblekami za gašenje požarov v naravi, ampak prihajajo z temi težkimi, ki so prvič niso najbolj primerne, drugič pa tudi precej dražje. Se pravi, bo potrebno narediti korak naprej, tudi pri opremljanju osebne zaščitne opreme, kjer se potreba odločiti za bolj specialno opremljanje, pa to ne samo za požare na Krasu, ampak tudi poplave, reševanje ob neurjih iz višin. Ta zaščitna obleka za notranje napade težka, prav gotovo ni primerna in tudi predraga, da bi jo, bom rekel, tudi poškodovali pri nekem reševanju iz višin. Predno dam besedo Srečku Šestanu, bi dopolnil vprašanje za Srečka. In sicer vlada je na seji 8. decembra lanskega leta prižgala zeleno luč postopkom za nakup 4 manjših letal za gašenje z možnostjo dokupa dodatnih 2. V letošnjem letu je predvidena tudi dobava transportnega letala Špartan s posebnim modulom za gašenje. Srečko. Jaz sem hotel samo na Francijevo odnosno vprašanje, ki ga postavil. Vlada je že sprejela sklep, da se aktivira program KRAS v letošnjem letu. Super, morda še beseda ali dve o predvidenih nabavah zračnih. No, nisem ravno prav pravi nastol, ampak vem stavim nekaj informacij okrog tega. 2 letali, kot sem prvi bil na sestanku z enem od dobaviteljev, je bilo rečeno, naj bi bile možne dobava pred sezono, rekel enkrat julij, postopki potekajo, zdaj v kakšni fazi. Vem, da se pripravlja za vlado za CRP, ker se mora odprt program. Sredstva so nekako zagotovljena in verjamem, da bo to izpeljano. Naslednja 2 sta v tistem programu, s katerim se je vlada seznanila v oktobru mesecu za naslednje leto, opcijsko pa tam noter tudi piše še 2 za leto 2025. Tako da jaz mislim, da s temi zmogljivostmi in če bomo seveda tudi organizacijsko vse speljali tako, kot od nas pričakujejo vsaj gasilci, pa verjetno tudi drugi, da bo to velika pridobitev za naslednja leta, s katero bomo, upam, lahko tudi komu še pomagali, če sami ne bomo imeli teh težav. Super, hvala lepa. Še zadnje vprašanje za poveljnika letalske policijske enote.
In sicer pred slabima 2 mesecama je bila podpisana pogodba za dobavo novega večnamenskega helikopterja. Za kakšen tip helikopterja gre in pa ali se bodo zmogljivosti za potrebe gašenja iz zraka s tem helikopterjem še povečale? Ja, prav ste rekli, podpisana je bila pogodba za dobavo večjega transportnega helikopterja. Vse to je del strategije razvoja letalske policijske enote, modernizacije in pa poenotenja flote. Že sedaj, ko smo imeli 2 helikopterja, oziroma že zadnji 2 leti pred letno sezono z ustrezno organizacijo dela zagotovimo, da so plovni vsi helikopterji slovenske policije. Zato, ker vemo, da v poletnem času zna biti več intervencij in pa ljudje so na dopustih. S tem 3. helikopterjem v bistvu ne bomo povečali zmogljivosti, ampak jih bomo stabilizirali, rečemo tako. Kot sem rekel, že letos poleti med požarom na Krasu smo z drugim transportnim helikopterjem zagotavljali posadko za reševanje v gorah, tako da smo občasno imeli v službi tudi 3 posadke, kar je za letalsko policijsko enoto kar velik zalogaj. Ta tehnični del, kot sem zdaj rekel, s to posodobitvijo bo v bistvu končan. Sledi pa še bolj mogoče zahteven v letalstvu, je pa ta kadrovski potencial, se pravi zaposliti, predvsem pa potem usposobiti, je potrebno pilote in tehnike, to pa terja kar nekaj časa. Hvala lepa. Še zadnji 2 vprašanji, in sicer prvo za Boštjana Košička, direktorja Zavoda za gozdove območne enote iz Sežane. In sicer v stroki se verjetno strinjate, da bi primer sanacije Krasa z uspešno izvedbo lahko bil primer družbi, kako naj ravna z okoljem. Kakšen bo Kras videti letos, naslednje leto, čez desetletja? Ja, upajmo, da bomo uspeli pomagati naravi, da se bo obnovila, se pravi Zavod za gozdove, zadolžen za gozdove, naredili smo sanacijski načrt za gozdove. To je v bistvu 60% tega naravnega okolja na tem območju, oziroma večina požganega, se pravi 2900 hektarov, 3700 hektarov celotnega pogorišča. Mi, kot je bilo prej rečeno, sukcesije tečejo in mi bomo naravi poskusili pomagati, da bo šla eno stopnjo naprej, se pravi, da bomo iz teh pionirskih vrst, kot so bori in druge, črnigabor, mali jesen, prišli na vrste, ki so malo bolj zahtevne, se pravi, na te toploljubne hraste, ki jih zdaj uvajamo, smo že letos, že lansko jesen smo takoj začeli in tudi naprej upamo, da bo o nekaterih vrstah teh domačih toploljubnih javorjev, tako da bomo pač prišli na neko višjo obliko gozdov, upamo, ampak seveda narava bo delala po svoje, mi lahko pomagamo. Moram reči, da smo bili zelo uspešni v teh akcijah pogozdovanj, torej vse do zdaj izvedeno z javnostjo, z sredstvi, ki so bila zbrana v prostovoljnih akcijah, ali pa se donirale razne firme, delovne organizacije, ki so pač nakazale sredstva in so bile te sadike in seme nabavljene in se še nabavljajo, tako da nas to, kot je bilo prerečeno, povezuje, je to še en tak doprinos, torej cela Slovenija spet stopila skupaj nabavljenih in tako združila sredstva za skupno dobro in na te akcije, recimo na prvi akciji je bilo preko 1000 ljudi posajenih, bilo 13 000 sadik hrastov okrog Celja, recimo. V redu, hvala lepa. In smo pri zadnjem vprašanju in pa seveda tudi zadnji sogovornici. Pravijo, da se najboljše stvari prihrani za konec. Nad Vipavsko dolino in morjem se na robu kraške planote ponosno dviga razgledni vrh Cerje. Tu stoji 25 metrov visok pomnik miru, postavljen v spomin vsem braniteljem slovenske zemlje v zgodovini naroda.
Kamniti velikan, postavljen na pobudo društva Tiger, med zidovi skriva dragocene zaklade zgodovine in umetnosti. Zanimiva arhitektura veličastne trdnjave je umeščena v osrčje naravnega amfiteatra, odkoder pogledi potujejo na vse strani neba, ko se pred obiskovalci razprostrejo tako Jadransko morje, Furlanska nižina, Julijske Alpe in Vipavska dolina. Zdi se, kot da ujamejo svobodo ptice. Pomnik miru je leta 2018 prejel nagrado Mednarodnega združenja Kultura Natura za ohranjanje in valorizacijo kulturne dediščine in je nosilec priznanja turistične patrulje za najlepšo razgledno točko v Sloveniji po mnenju tujih gostov. Med požarom na Krasu se je pomnik nahajal dobesedno v epicentru dogajanja. Kaj ste s požarom izgubili in kakšni so načrti za okrevanje? Ja, hvala lepa za besedo in seveda zahvala ponovno vsem tukaj prisotnim predstavnikom inštitucij, ki ste odigrali glavno vlogo, pa tudi tistih, ki so bile danes omenjeni in jih tukaj ni. Zahvale županov v imenu lokalne skupnosti so seveda že bile izrečene, danes pa seveda zahvala tudi organizatorjem današnjega dogodka, predvsem zato, ker je zelo pomembno, da se ohrani pozornost na največji požar v zgodovini Slovenije in pozornost javnosti, predvsem zato, kaj bomo potrebovali v prihodnje, kajti naša pot se od tukaj naprej šele začenja, soočati se bomo morali z škodo, ki je ocenjena na skoraj 30 milijonov in to je tako za turizem, ki je seveda poleg narave, kar je bilo danes že omenjeno, zagotovo utrpel največjo škodo, zares velik izziv. Torej, destinacija Mirni Kras se je na turistični zemljevid Slovenije in turistični zemljevid sveta pozicionirala zagotovo kot ena najbolj zelenih in najbolj trajnostnih na svetu. Smo prav zaradi te neokrnjene narave, preko 90% teritorija pod zaščito Nature 2000, zaradi izjemne biodiverzitete, flore in faune, izredno bogatega lovskega revirja, čudovite pokrajine, združujemo namreč to mehkobo Krasa in meandrov Vipave, kar je bilo uvodoma zelo lepo povedano v sloganu Sanjava stran Slovenije, in vse to je uničeno. Turizem je v občini Kostanjevica eden 4 glavnih stebrov razvoja in zato seveda za nadaljevanje naše poti velikega pomena. Torej, z požarom smo izgubili to, na čemer smo gradili, torej imamo preko 100 kilometrov pohodniških, konjeniških, kolesarskih poti speljanih čez pogorišče. Ustavil se je popolnoma, ustavili so se nočitve, obiski gostinskih lokalov, obiski muzejev, med katerimi je zagotovo pomnik na prvem mestu in vstopna točka v destinacijo, ni pa edina. In tragedija se je zgodila kot tretja v nizu. Ne pozabimo, da smo imeli leta 2019 prvi požar okrog Cirja na dobrih 80, nekaj pod 90 hektarov in že takrat se nam je zdelo, da je ena velika tragedija. Nadaljevali smo z 2 leti covida in ko smo letošnje leto štartali izjemno dobro, lahko rečem, da smo v prvih mesecih beležili preko 300% rast obiska, nočitev in nastanitev v primerjavi z letom 2021. No in na kar se je zgodil famozni 15. julij. In v 17 dneh tragedije se je življenje ustavilo, tako kot vedno rečemo, turizem smo ljudje in ljudi, obnašanje ljudi narekujejo čustva. Strah za življenje, strah za zdravje, strah za premoženje so seveda narekovali obnašanje tako domačinov kot gostov, seveda ne nazadnje tudi reševalnega osebja. In velike odpovedi,
takoj že v mesecu juliju, nadaljevale so se v avgustu, so seveda trende popolnoma spremenile, tako da iz prvega šestmesečja smo, naprimer samo obisk pomnika miru, ki je bilo prej uvodno vprašanje, je iz 204% indeksa v povprečju v prvih 6 mesecih padel na 75%, oziroma v juliju celo na 37%. Zdaj jaz lahko rečem, da kljub vsemu smo leto vendarle zaključili z spodbudno statistiko, zabeležili smo na 25% rast v primerjavi s preteklim letom, ampak če se ta požar ne bi zgodil, bi verjetno imeli zares nekaj izjemnega in seveda še boljše pogoje za delo naprej. Kar je zares težko, je to, kar je mogoče gospod Košiček prej izpostavil, sprejeti, da smo izgubili to čudovito naravno kuliso, na kateri smo gradili svojo podobo in moramo našo pripoved na novo napisati. Kar je spodbudno za naprej, je seveda najprej na prvem mestu odziv slovenske javnosti in ta velika srčnost, ki se je izkazala, kar je bilo danes že velikokrat omenjeno, in ta izjemna podpora, ki smo jo čutili v najtežjih dneh, in seveda potem tudi odziv na vse projekte, ki smo jih zasnovali že sredi požara in se nadaljujejo. Na tem mestu lahko pohvalim to krasno sodelovanje med vsemi tremi prizadetimi občinami, občino Berenko-Stanjevica, ki je utrpela preko 82% škode, občino Komen okrog 8% in občino Renče-Vogrsko 12%. Prav na pobudo podjetnikov slovenskih in drugih dobrotnikov, tako glasbenikov, vinarjev, modnih kreatorjev, športnikov, znanih osebnosti, ki so iskale način, da nas podprejo tudi finančno in pomagajo na poti okrevanja, je nastala krasna akcija Skupaj za Kras, tudi spletna stran, www.skupajzakras.si, preko katere so seveda še vedno odprte možnosti za sodelovanje. In v tem projektu smo doslej zbrali, torej ne moremo se pohvaliti s tako eminentnimi številkami kot Gasilska zveza Slovenije, ampak prav gotovo smo več kot zadovoljni z doslej zbranimi okrog 250 000 evri, nekaj s koncertom, nekaj z dražbo, pa tudi s pobudami mladih podjetnikov. In akcija se nadaljuje. Zelo smo zadovoljni, ker smo doslej z nekaj, mislim, da 35-36 podjetji in inštitucijami podpisali trajne zelene zaveze za sodelovanje v prihodnjih desetletjih, kajti sanacija bo trajala najmanj 10 ali več let. In tukaj bodo potrebna tako sredstva kot prisotnost ljudi na akcijah, ki jih bomo organizirali za pogozdovanje, za semena. In zelo smo veseli, da se lahko že danes pohvalimo z dvema krasnima projektoma, ki jih ta kampanja Skupaj za Kras prinaša. Namreč pretežni del sredstev bo poleg za nabavo sadik, najmanj do takrat, ko bo država s sanacijskim načrtom poskrbela za pomoč, bodo namenjena vzpostavitvi nove drevesnice za vzgojo sadik avtohtonih sort listavcev, ki si jih želimo v prihodnje na Krasu več. In drug zelo pomemben projekt je pa nova izobraževalno-turistična pot Zeleno srce Krasa, ki bo povezala teritorij vseh prizadetih občin, ne samo na slovenski strani, ampak tudi 3 na italijanski. In obetamo si, da bo ta produkt postal eden bolj prepoznavnih v Sloveniji, morda nekaj podobnega kot je Julijana, okrog katerega se bo zgradila tudi vsa povezava, vsa infrastruktura,
se pravi obisk vsega, kar je na tem terenu možno ogledati. Pot, ki naj bi bila nekaj čez 100 km in za katero si želimo, da bi bila odprta morda prav v okviru otvoritve Evropske prestolnice kulture leta 2025. Kar me zelo veseli, da se je prav v tem projektu vzpostavilo tudi krasno sodelovanje z Parkom vojaške zgodovine v Pivki in na tem mestu seveda osebna zahvala tudi gospodu Janku Boštjančiču z njegovo ekipo za zaupanje. Naj povem, da se prav z današnjim dnem odpira sodelovanje v obliki povezane vstopnice oziroma vzajemnega popusta, ki ga bomo na obeh straneh, tako na Cirju kot v Parku vojaške zgodovine, dajali našim obiskovalcem za spodbudo k obisku sosednje destinacije. In to so te krasne zgodbe, ki vendarle nastajajo po tej veliki tragediji. Druga stvar, ki jo ne smem pozabiti, je seveda tudi zahvala Gasilski zvezi Slovenije, pa vsem organizacijam prostovoljnih društev, ki so nam prav v mesecih po požaru pomagali z organiziranimi obiski. In če ste bili zelo srčni, ko smo vas najbolj potrebovali sredi požara, lahko rečem, da ste s tem nadaljevali tudi v mesecih septembru, oktobru, novembru, ko ste bili med najštevilčnejšimi obiskovalci Pomnika miru in Krasa. In jaz si želim, da bi se takšno sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje. Pa še en izziv, če mi dovolite. Tudi vsi danes prisotni lahko tej kampanji Skupaj za Kras pomagate, namreč z kratkim SMS-om Kras 5 ali Kras 10 na 1919 lahko podpirate naša prizadevanja za obnovo Krasa kadarkoli. Začnite že danes. Hvala. Hvala direktorici, hvala direktorici Zavoda Mir in Kras za spodbudne besede ob koncu. Tako smo našo okroglo mizo o največjem požaru v Sloveniji doslej pripeljali do konca. Na velikem platnu ste si lahko ogledali tudi projekcijo fotografij, katere zelo nazorno prikazujejo dogajanje v 17 dneh ognjenega pekla. Najboljše fotografije izbranih slovenskih fotografov, novinarjev ter ostalih sodelujočih bodo obiskovalcem do septembra na ogled na zunanjih pubosih pred vhodom v Park vojaške zgodovine. Dejansko so v parku želijo z razstavo zahvaliti vsem sodelujočim pri obvladovanju apokaliptičnega požara in hkrati opomniti obiskovalce, kako ranljivi smo pri našem obisku na tem planetu. Govorniškem odru vabim direktorja Parka vojaške zgodovine Janka Boštjančiča. Spoštovani gospod minister, cenjeni visoki gostje, dragi obiskovalci, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni tudi v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine. Poseben pozdrav gre seveda vsem, ki ste se v tistih suhih in peklinsko vročih julijskih dneh, kakšno nasprotje današnjega vremena, spopadali z največjim požarom v zgodovini Slovenije. Požar na Krasu se je dotaknil prav vseh. Vsa Slovenija je kot ena velika družina celo drugo polovico julija trepetala za Kras in vsak je bil pripravljen narediti vse, kar je bilo v njegovih močeh, da bi bil požar čim prej pogašen. V Parku vojaške zgodovine smo se že takrat odločili, da bomo o tem katastrofalnem požaru pripravili razstavo. V spomin in opomin, ter v zahvalo vsem vam, ki ste se borili z ognjeno stihijo. Na naše povabilo za sodelovanje se je takoj odzval tudi Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje in podprl projekt, za kar se vam, spoštovana direktorica, gospa Petra Bezjak-Cirman, lepo zahvaljujem. Posebna zahvala gre tudi gospe Ireni Kogoj za koordinacijo tega sodelovanja in grafično postavitev razstave. Strokovno pomoč tako pri izbiri fotografij, kot tudi pri pripravi podnapisov nam je nudil moderator današnje okrogle mize Boštjan Triler. Hvala, Boštjan.
Uvodni tekst pri razstavi je napisal poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, Srečko Šestan. Hvala vam, gospod Šestan, za vašo pripravljenost in hiter odziv. Geografsko karto s prikazom požarišča je pripravil gospod Bogdan Magajna, Zavoda za gozdove Slovenije, območna enota Sežana. Lepa hvala. Zahvala gre tudi vsem fotografom, ki ste prispevali fotografije. V množici fotografij, ki so ob in po požaru poplavljale medije ter družbena omrežja, je bilo treba izbrati 38 fotografij, ki bi kar najbolje prikazovali apokaliptično dogajanje tistih dni, napore vseh, ki so se borili s požarom, pomoč sosednjih in prijateljskih držav, pa tudi zahvalo kraševcev ter širše skupnosti. V razstavo so bile tako vključene fotografije sledečih avtorjev: Ambroža Klančiča, Mitja Ambrožija, Branke Gasparič, Luke Darskoblerja, Dejana Šuca, Daniela Ceka, Luke Kotnika, Borota Podborška, Ane Hočevar, Borisa Rantaše, Jasmine Putnik in Tamina Petelinška. Lepa hvala vsem. Hvala tudi sodelavcem, posebej Šandreji in Boštjanu, ter seveda naši tehnični ekipi. Iskrena hvala tudi vsem vam, ki ste kljub temu nemogočemu vremenu prišli na današnji dogodek. Po koncu okrogle mize se bomo preselili v Park vojaške zgodovine, kjer bo minister s prerezom traku razstavo tudi uradno odprl. Zatem pa ste vsi lepo povabljeni v prvo nadstropje komande, da se pogrejemo in poklepetamo. Želim vam lep dan še naprej in srečno vrnitev domov. Hvala. Hvala direktorju za nazoren pogled v zakulisje razstave. Kot je omenil, je razstava nastala v sodelovanju Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. In lanski požar je bil zagotovo pomemben dogodek v vseh pogledih, zato govorniškemu odru vabim vršilko dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, gospod Petro Bezjak Cirman. Hvala lepa. Jaz bom kratka, ker se verjetno že vsem mudi, da vidite, kaj smo pripravili. Hvala direktorju Parka vojaške zgodovine, da smo imeli priložnost sodelovati z vami, kolegici Ireni in vsem starim sodelavcem na UKOM-u, ki so kakorkoli prispevali k tej razstavi. Kakor smo lahko danes slišali, lahko samo enotno Slovenci zmagamo. In tako smo zmagali na Krasu, upam, da bomo tudi pri njegovi obnovi in turizmu. In tudi pred nami v Sloveniji so številni izzivi in verjamem, da bomo skupaj s to vlado kos tudi tem izzivom. Hvala lepa vsem in srečno. Hvala vršilki dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje za izrečene besede. Med zeleno Vipavsko dolino in Krasom vse diši. Po žajblju, borovcih, svežini in miru. Začutite spokojnost počasnega toka reke Vipave, ki napaja rodovitna polja z belimi šparglji. Prisluhnite zgodbam jam na poti miru od Alp do Jadrana. Doživite veličastne razglede s Celja na morje, Alpe in slikovite vasi, ki se razpenjajo kot krila na hrbtu črnih hribov, kjer v buri šumijo drevesa in zori pršut. Za kraškimi stopogradnimi zidovi, ki dajejo pečat pokrajini in so z edinstveno veščino gradnje vpisani na seznam UNESCO dediščine človeštva, rastejo oljke in grozdje za teran, temen in krepčilen, kot so noči na Krasu. Spoznajte čudovito pripoved o ljubezni med človekom in naravo. Še preden pa nas vse skupaj prevzamejo lepote Krasa, vabim do Parka vojaške zgodovine, kjer bo minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec, na krajši slovesnosti fotografsko razstavo Požar na Krasu 2022 tudi odprl. In ne pozabite, življenja rešujemo skupaj.
Hvala.